Steklo je bilo pogost motiv za likovno izražanje v zgodovinskem razvoju. Že od srednjega veka dalje poznamo poslikano steklo, ki ga poznamo pod imenom vitraži. Zaton vitražev, prvi zaton vitražev v zgodovini umetnosti sega nekako v baročno obdobje. Ko pa se začne pojavljati nova tehnologija, nov način izražanja na stekleni površini, in sicer jedkano steklo. Vitraž se ponovno pojavi sicer v 19. stoletju, ko je nekako vzporeden z jedkanim steklom, ki postane takrat prava moda za opremo stanovanjskih stavb in raznih gostinskih lokalov. To tradicijo rokodelske dejavnosti in likovnega izražanja hkrati na Slovenskem razvija Aleš Lombergar. Je edini tovrstni mojster v našem kulturnem prostoru in tudi širše. Gospod Lombergar, koliko časa se že ukvarjate z poslikavanjem oziroma z ustvarjalnostjo na stekleni površini, ki rečemo jedkanje stekla? Kakšnih 16 let bo. 16 let. Vi ste po svoji stroki arhitekt, študiral ste arhitekturo, a to pomeni, da je ta študij vplival tudi na to vašo odločitev. Zanimivo je, kako to, da se je takrat mlad ustvarjalec pravzaprav lotil tovrstnega izdelovanja. Je vplival, koncem koncev gre vedno za opremo objektov, za opremo nekih, ne vedno hiš, včasih kakšnih ladij, ampak v bistvu je to del arhitekture, popolnoma zanemarjen, in kot takšen se mi je zdel zanimiv, da bi ga obudil k življenju. Odkot vam to znanje? Kako ste pridobivali ta znanja? Ker konec koncev, če me spomin ne vara, seveda na Slovenskem nimamo in nismo imeli nobenega mojstra pred 16 leti, ki bi to tehnologijo obvladal. Morda kakšnega steklarja, vendar tukaj gre za druge stvari, tukaj gre za likovno ustvarjanje. Mislim, da v Sloveniji ni bilo delavnice za jedkanje stekla nikoli. Sodeč po tem, kar je ohranjeno, je vse bilo uvaženo iz Dunaja, Prage v Ljubljano. Ljubljana je sicer imela veliko jedkanih šip, pa tudi druga slovenska mesta. Naučil sem se iz knjig, osnov, potem pa z prakse. Pa je literature dovolj o tem? Skoraj nič ni literature. Tista, ki pa je... Iz prejšnjega stoletja. Iz prejšnjega stoletja. Se še spominjate vašega prvega dela? Ja, prav dobro se ga spominjam. To delo me je pravzaprav spodbudilo k jedkanju sploh. Šlo je za nek majhen projekt na Malem Lošinju, za neko restauracijo, ki se je tam dol delala, slovenski izvajalci so jo delali. In tako se je to začelo, da je nekdo od oblikovalcev rekel, kako bi bilo lepo, če bi pa v tej restauraciji, kjer je že vse tako do zadnjega detajla izpiljeno, naredili še jedkane kozarce. Gospod je bil iz Zagreba, vajen takšnih meščanskih atributov.
In jaz sem to slišal in šel v delavnico in začel brkljati. En od najstarejših primerov jedkanega stekla sega nekako v drugo polovico 17. stoletja. Ne? Ja, tega hrani Nürnberški nacionalni muzej v svojih depojih, žal ga ni v zbirki, da bi ga bilo možno obiskovalcem videti. Gre pa za eno majhno, okroglo, izbočeno urno steklice, najstarejše ohranjeno, takšno z letnico 1681, nek nabožni napis. In ta je prva, ne, taka, prvi začetki so. Takrat je bila to bolj ali manjša čarovnija, ne. Tehnika sicer ista, vendar čarovnija, v tem smislu, da je z nečim takšnim bilo možno steklo jedkati, ne, kar je med takratnimi kemiki ali pa kaj so že alkimisti recimo veljalo za nemogoče. Da bi nekdo lahko z tekočino naredil raztopil steklo, ne. Vrhunec te ustvarjalnosti gotovo pomeni recimo obdobje druge polovice 19. stoletja, verjetno, ne? Gotovo. Celo stopnjuje se vse do prve vojne, ne. Tik pred prvo vojno je tega okrasja skoraj največ. Istočasno se pojavljata secesija, historicizem. Hiše so res prebogato okrašene s tem okrasjem. Marsikaj je še ohranjenega. Največji mojstri tega rokodelstva so gotovo Angleži, ne? Danes, brez dvoma, danes so Angleži. Tudi največ delavnic se je v Angliji ohranilo, seveda jih je najmanj 10-krat manj, kot jih je bilo v prelomu stoletja, ker je pač potreba po okrasju danes prosti manjša, ne. Zdaj, seveda bi bilo morda zanimivo še nekoliko spregovoriti o vaših izdelkih. Recimo, omenila sva vaš prvi izdelek kozarce, ki so bili okrašeni z jetkanjem. Morda omenite nekatera pomembnejša naročila. No, gotovo se najbolj ponašam z projektom, ki smo ga pred leti delali v Badnu pri Dunaju, kjer je menda največji kazino v Evropi, narejen iz nekega starega avstro-ogrskega kongresnega centra. Ponosen sem po eni strani zaradi tega, ker smo bili sposobni narediti to v neverjetno kratkem času, brez enega samega problema. In projekt je, to je 50-metrski friz, pas okrasnih šip, zelo visok, čez 1,5 metra. Posamezna stekla so tudi blizu 2 metra dolga, kalijena, laminirana in ne vem kaj še vse, ker mora biti na blagajnah. In okrašena z vzorcem, ki je tamle na oknu, z brušenjem, z poliranim brušenjem in z jedkanjem. In spominjam se te montaže, ko so mnogi obrtniki sestavljali ta kazino, vse okrasje so ogrejevali, smo mi prinesli stekla gor, so prihajali in so gledali. Ampak to se je delalo v Sloveniji, v Ljubljani? Ja, v Ljubljani. En zgodnejših primerov izvoza naših rokodelskih mojstrstev tudi, ne? Ja, mislim, da če bi obstajala neka politika, da bi se te stvari mogoče razvedele, ne, ker se ne razvejo, zelo težko je individualno se plasirati v tujino, ker je to sorazmerno drago. Bi bilo tega delati več. Ta delavnica za jedkanje stekla v Ljubljani lahko mirno duše konkurira katerikoli delavnici na tujem. To je bilo naročilo, za katerega ste vi tudi likovno podobo pripravil? Ne, likovno podobo je pa pripravil grafik Eger iz Dunaja in moram reči, da je bil izredno moj prvi stik z enim človekom, ki je razumel jezik tehnike. Zelo malo kdaj se to zgodi, da nekdo tako dobro govori jezik, ki mu je v resnici tuj.
Vi ste opremljali tudi ladje, ne? Ja, opremil sem eno križarko angleške družbe P&O, ki je zdaj veselo po Karibih križari, in tam je šlo za eno veliko ograjo med restauracijo in med spodnjimi etažami. Razkošje. Ja. Razkošje. Tudi danes se delajo Titaniki. Kaj pa v Sloveniji, vaši izdelki? V Sloveniji bi omenil dva projekta izdelave kopij. To je na mestni hranilnici v Ljubljani in na Slovenski filharmoniji. To se pravi, šlo je za replike, ne? Za ponovitve zgodovinskega spomina. Za ponovitve, gre za to, da se niso ohranila vsa stekla. Na mestni hranilnici se ni ohranilo razen na dvorišču eno sploh nobeno. Prav 40 stekl je manjkalo, smo naredili vse na novo v tej tehniki. Pri filharmoniji pa je recimo na portalu bilo 6 figuralnih motivov, pa nekaj motivov z inštrumenti, in sta dva bila razbita, recimo, ne? Sami različni so. In je bilo treba narediti eno šipo po fotografiji, ki je bila ohranjena iz leta 71, kar je bilo kar dobro, to je še vedno dobra opora, medtem ko 6. šipo je bilo pa treba narediti čisto po analogiji, izmisliti je bilo treba, ne? In vendar morajo biti še vedno vse šipe skladne med sabo. To se pravi, da je vaše delo tako rekoč neprecenljivega pomena. Sodelujete kaj z službami, ki se strokovno ukvarjajo z varovanjem naše dediščine? Premalo. Krivda ni samo na moji strani. Mislim, da premalo. Mislim, da je premalo v zavesti, da je razbita jedkana šipa, original star 100-120 let, enostavno nenadomestljiva. Kopija je pač samo kopija. Če je ta original možno odstraniti in ga dati v varno depo muzeja, koncem koncev je jedkano steklo zadoščen kamen, pa je ni več, ne? Ja, spominjam se večkrat, če stopiš na kakšno stopnišče, še meščanske stavbe v Ljubljani, če ne drugega vidiš med množicami navadnih sodobnih šip še vloženo noter kakšen jedkan detajl, kar človeku da misliti, da je nekoč bilo celo stopnišče okrašeno s temi šipami. Včasih se vidi še celo bolj grozne stvari, včasih se vidi, da so steklarji kje odstranili jedkano šipo in so jo zmanjšali v nek drug format, obrnili na glavo in jo... Namet nima več iste svoje logike. Nobene. Tako. Je pa videti veliko jedkanih šip po Ljubljani in razlog je ta, da je bila Ljubljana v drugi vojni zelo malo bombardirana. En bombni udarec v okolici kilometra vse šipe razbije, če je močno. Tako da ni. Veliko šip je ohranjenih, počasi izginjajo. Grafiki se kovinska plošča jedka v kislini. Za kakšno tehnologijo gre to? Mi lahko na kratko ta postopek opišete? Gre za grafično tehniko. Kot pri ostalih jedkanicah se tudi tukaj ščiti steklo, oziroma v tem primeru steklo, se ga ščiti z nekimi smoljnimi mešanicami, ki pa niso enake kot pri kovinah, ker je steklo sorazmerno slabo oprijemljivo. To se pravi, da bova malo bolj natančna.
Tisto risbo, ki jo želite imeti ujetkano v stekleno površino, je treba pustiti prazno. Je treba pustiti prazno, vse ostalo je treba s smolnim premazom zaščititi, zato da ne pride do delovanja česa. No, da tam kislina ne more narediti enakega efekta. Gre za fluorove spojine. Fluoridi so tisti, ki so sposobni reakcije z silikati v steklu. Ni tukaj največji problem. Največji problem je v zaščitni maski. Na šipi je izredno težko narediti zaščitno masko, ki je kislina v tistih urah, ko učinkuje, ne bi spodjedkala. Na prodaj ni snovi, ki bi to zdržala, tako da je treba snovi delati v nekih starih recepturah še vedno na enak način. Še vedno so od čebeljega voska do nekih kolofonijskih smol. Dobro preizkušene gradiva torej, ne? Ja, in vendar nič novega. Pri vsej polimerni kemiji današnjega časa ni snovi, ki bi to nadomestila. Poslušam vašo pripoved o načinu slikanja na steklo, o jetkanju. Seveda se ne morem znebiti misli o nevarnosti tega dela. Konec konca imate opraviti s kislino. Obstaja nevarnost, seveda se je treba pri tem delu močno zaščititi, tako s plinskimi maskami kot siceršno zaščitno opremo. Ja, je sorazmerno nevarna stvar, ni primerna za hobi. Je delo, pri katerem je treba poznati dovolj kemije, da veš, kaj počenjaš in da veš, kakšne posledice ima to lahko. Vi potrebujete za to tudi ustrezne bazene, verjetno. Večje steklo, ko je večji bazen, da lahko šipo potopite van, ali se kislina nanaša lahko s čopiči samo na tistem mestu, kjer je to potrebno? Načeloma je možno nanašati s čopiči. V času največjega razcveta jetkanja se je uporabljala tudi tehnika z štampilkami, uporabljalo se je risanje naravno s čopiči. To se danes več ne uporablja, zaradi tega, ker so te tehnike bile namenjene večji produkciji, pa manjši kakovosti zaradi tega. Večinoma se potapljajo stvari. Če je le možno, se potapljajo, zdaj je pa seveda odvisno, ali se bazeni, ali se šipa potaplja v bazene, ali pa je bazen narejen na šipi. Tukaj imamo en lep primer enega detajla, za kakšno izdelek gre pa to? Šlo je za eno ograjo, kjer je bila tehnika jetkanja premalo vidna. V temnih prostorih z direktno lučjo jetkana šipa preprosto izgine. In ta pozlata, to je z klasičnim zlatenjem? Ne, kemijska pozlata. Kemijska pozlata. Kemijska pozlata, ja. V sodobnem času ljudje pogostokrat, ko vidijo take mojstrovine, rečejo, koliko časa pa to delate. Noben se ne vpraša, kako je to narejeno, noben se ne navdušuje nad, bi rekel, mojstrstvom, ker je znanje
o tehnologiji pravzaprav nepoznano. Bom še jaz tako vprašal, koliko časa je potrebno, da kislina zjedka eno risbo v stekleno površino? Čas je zelo različen, ker je tehnik vsaj 20, tako da se giba med nekaj urami in med tudi včasih dnevom ali dvema. Nekatere tehnike so hitre, bolj ko je tehnika hitra, slabši efekt. Ne? Vendar jedkanje je eden od postopkov. Ne? Vi lahko kombinirate še druge tehnike, ki so poznane za okraševanje steklene površine, recimo peskanje, verjetno tudi brušenje. Tako da z več tehnološkimi načini dosežete željen učinek. Ne? No, kadar gre za izdelavo replike, je treba uporabljati popolnoma identične postopke, da bi dobil popolnoma verno kopijo. Ne? Tam ni nobene težnje. Potem, da bi se špekuliralo s kakšnimi novimi metodami, se poskušam posluževati istih tehnik. Prav tehnike, ki so recimo na filharmoniji uporabljene, ko smo delali kopijo, so opisane nekaj let pred tem, ko je bila filharmonija narejena v nemškem takratnem časopisu Sprechsaal. Šlo je za tehniko nekih poskusov z jekloreznimi preslikači in tako naprej. Po možnosti je treba uporabljati popolnoma isto metodo. Ne? To je pa velik izziv, zaradi tega, ker je seveda takšen projekt v mojem delu recimo se pojavil enkrat. Jaz nisem rutiner v tem. Ne? Priti do rutine je pomenilo to vaditi in vaditi in vaditi in vaditi in vaditi. Narediti tisoče vzorcev, da bi prišel do tistega željene kakovosti. Ne? Na koncu koncev moja kopija mora biti ob originalu popolnoma identična. Edino, v čemer se sme ta kopija in original razlikovati, je pač barva samega stekla. Steklo s časoma postaja zelenkasto. Že v 100 letih je to opaziti. Ne? Medtem ko jaz ne bom iskal zelenkastega stekla, ampak bom naredil na prozornem steklu, ne? Na belem. V vaši pripovedi ste omenili eno zelo zanimivo podrobnost. Izpostavili ste namreč vprašanje izdelovanja jedkanega stekla, ki ne more biti in naj ne bi bilo plod ljubiteljskega prizadevanja. Mislim, da je to ena zelo, zelo pomembna sestavina, ki jo kaže upoštevati seveda pri mnogih rokodelskih dejavnostih v sodobnosti. Zato, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, mislim, da je izdelovanje jedkanega stekla bodisi, da gre za nadaljevanje zgodovinskega spomina, za repliciranje izdelkov naše dediščine ali za sodobno likovno ustvarjanje, zares domena največjih mojstrov.